Za mano stoji BMW serije 5, verjetno ne rabim posebej poudariti, ne? Slovenci ga imamo kar radi. No, poznavalci boste rekli še, glej, ima en paket, torej športne odbijače, stranske pragove, tale spoiler na prtljažnih vratih in v tem primeru še tale napis. Ja, že vidim firmce, ki se sprašujejo, kateri 5-litrski motor pa je pod tem pokrovom, pa dizel? Tukaj za pogon skrbi 3-litrski vrstni 6-valjnik, ki v pomoči 3 turbin tole gmoto do stotice izstreli v 4,7 sekunde. No, verjetno ste preslišali ali pa ste mislili, da sem se zmotil. Ja, 3 turbine ima. Do 1500 vrtljajev za izstrelitev skrbi majhna turbina. Potem seveda nalogo prevzame večja, od 2700 vrtljajev naprej pa še ena majhna turbina stisne zrak in ga pošlje v veliko turbino. Ja, nič, mi ne preostane drugega, kot da grem tole sprobati. Ja, res gre dobro, se mi kar smeji. No, tale zvok, ki ga slišite, je sicer res vrhunski, ampak pride iz zvočnikov. Ja, vem, ni to. Ampak se moramo očitno na to tudi navaditi, ker živimo v času, ko so takšni motorji vse bolj osovraženi. Pa je vseeno bolje, kot pa da bi mogel reči, ne, čisto brezvezen zvok. Tudi če je ometen, ti tukaj da kar občutek športnosti in tega pri tem avtomobilu sploh ni malo. Zvezno pospešuje ne brutalno kot M5, ampak se ti ob teh pospeških nasmeh kar sam prikrade na obraz. Ja, vseh 740 Nm navora in 280 kW, torej 380 konjev, se preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika ZF prenaša na vsa kolesa, tako da na drsenje zadka v ovinkih bolj ali manj pozabite. Še ena posebnost, servo je tukaj hidravlični, zato je občutek na volanu še toliko boljši. A se spomnite, da je imel pred 2 generacijama brutalni M5 samo nekaj kilovatov več? Dobro, res je, da ima avto 2 toni, kar že v osnovi pomeni ne športno, ampak podvozje to maso izredno dobro prenaša, pa nobenega zvijanja karoserije ni. No, mogoče bo koga zvilo, ko bo slišal ceno. 95-stopni, ta pa slabih 120 000 evrov. Ampak ima praktično vse, kar je na seznamu dodatne opreme. Tudi digitalne merilnike in projekcijski zaslon. Poraba. Na testu okoli 10 litrov, pa bi lahko bilo tudi 8. Ampak potem ne vidim smisla za takšen avto, če boste šparali. Tole je pač eden najhitrejših serijskih dizlov in če že imate 2 hiši in vikenda, ga pač vzemite. Zakaj pa ne?